se slišimo. Lep pozdrav vsem uporabnikom Roga, vsem, ki nas spremljate preko frekvence Rogovileža in vsem, ki nas spremljate trenutno preko valov Radia Študent na 89,3 MHz. Pravkar bomo pričeli s pripovedovanjem pravljic, zato vas vse lepo vabim, da se nam pridružite v tovarni Rog na dvorišču desno, kjer se bo danes vrstilo kar nekaj špikarjev, natančneje 4 špikarji Radia Študent, ki bodo pripovedovali pravljice, kot gre tudi tradicija Radia Študent. Imam še eno, pravzaprav dve, ampak ena je malo kukar da daljša, druga je pa malo krajša. Katero? Daljšo? Dobro. No, v njej nastopa župan, v njej nastopa osu, v njej nastopa tudi cigan in v njej nastopajo tudi prebivalci enega kraja, ki je pobraten z Butalami, in to je kraj, ki se mu reče Butoraj. Je pa to nekje dol tam v Beli krajini. Tole je bilo, no. Nekega dne je osu našel na eni njivi, kar so seveda Butorajci tudi opazili. In prvi poleg je bil župan, ki je dejal: ja, tole je pa zanimiva žival. Kaj pa je to za ena žival? In seveda so mu potem someščani tudi, kimavali. A res, kakšna žival pa je to? Konju je podobna, ampak konj ni. Ja, kakšna ušesa ima dolga. Le kaj bi to bilo? In seveda, ko se je že malenkost osu naposlušal teh oslovskih zadev, je rekel: In potem so rekli Butorajci: ti vrabca, ta vrana zna še rigati. A konj rezgeta, tole pa riga, konj že ni. Ja, konj ni, pa vendarle mu je zelo podoben, je zopet modroval župan. In takrat pride mimo vesel cigan iz Kanižarice in so ga poprašali, če slučajno ve, katera žival je to. Seveda vem, to je osel. Je bil dokaj židane volje cigan. Osel! Pa je res osel, pa še čudno ime ima, si je zopet zamislil župan. In kaj je naredil, čisto eno župansko foro, prijel je osla za grivo in ga hotel odpeljati domov. Župan, takole pa ne bo tole šlo. Tako da ne, osel je moj, na moji njivi je stal. Čakajte, gospod župan, osel ni nič vaš. Osel gleda proti moji bajti, se je bunil vaš krojač, zatorej je to moj osel. Ne, to je, na moji njivi stoji z zadnjimi tacami, zatorej je moj. Je dejal vaš smešno. In tako so še po nekaj časa gledali, na kar je prišel do cigan. In ko je seveda videl, da tule v tej vrhni ne bo pa zakaj bi se kregali ljudje? Poglejte, dajte vi meni tega sivega, starega, obnemoglega osla, ki vam ne bo za nobeno rabo, vi pa vzemite tega črnega, mislil pa je senco oslovo, vi pa imate tega črnega, ta je še mlad, žilav, zelo vam bo pomagal pri vašem delu in nikar se ne bojte, zagotovo vam bo dobro nosil zrnje v mlin. In, pa ste foro, ker so pri Butorajcih tudi malo nepriučljivi, so rekli ciganov: ja, kar odpeljite tega osla, Zato, ker niso hoteli tega osla privoščiti župana. In seveda je cigan zajahal osla, in že šel proti Kanižarici. Seveda so vsi Butorajci samo gledali za njim, kako se je gadilo. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da od takrat dalje Butorajci vedno mislijo, da jih cigani dvakrat oropajo, in pravijo takole: je, cigani, daš mu prsti, ti hoče vzeti roko, in daš mu sivega osla, vzame ti pa še črnega. No in od takrat dalje Butorajci sami zelo oslovsko skrbijo za to, da sami nosijo zrnje v mlin in tako postajajo vse večji osli. A bi se rekla?